turkizni lakasti čeveljci s pentljico. Še zdaj se jih spomnim. Mama mi jih je prinesla iz Italije, iz Stare Gorice, kot smo vedno govorili, čeprav Vekija Goricija ne obstaja. Če je bilo to mesto za nas otroke kot sladkorna pena, pa si mnogi Italijani takrat na jugoslovansko stran niso upali. Učitelj je vprašal, kaj si delal poletje. Jaz sem rekel, sem bil v Jugoslaviji, je bilo tako lepo, vsi tako prijazni. Učitelj in tudi druge osebe so rekli, ste nori, zakaj ste šli, je nevarno. Andrea Belavite je to in njegov spomin na šolske dni, ko je moral učitelju povedati, kje je preživel poletne počitnice. V Gorico se je z družino preselil iz Verone, ko je imel 8 let. In druga stran meje zanj ni nikoli bila noben bavbav. Ko sva se srečala, je bilo tisto jutro, ko Gorica diši po pomladi, po akaciji. Dogovorila sva se, da skupaj spijeva kavo. Najina prva izbira se je hitro izkazala za neprimerno, saj so naju kruto prekinili z jutranjim pometanjem ulice. Pa naju je prekinil. Zato sva se podala nekaj metrov naprej. Kot mi je povedal, je do zdaj najboljšo kavo pil v Rimu in Neaplju. Tam je kava. Tukaj je kavica. Ne vem, če je prav res tako. Ampak mislim, da tisti, ki poslušajo, lahko pridejo v Gorico, se pije precej dobro kavo. Za me tudi v Novi Gorici. Čau. Čau. Medtem ko sediva, ga mnogi mimoidoči pozdravljajo. Poznate vse? Skoro. Poznal je tudi natakarico, ki nam je postregla, le da ni vedel, da dela tam. Lahko bi rekli, da pozna Gorico, tako njene ljudi kot kotičke in zanimivosti. Od njega sem na primer prvič slišala, koliko imen je zamenjala ulica Corso Italia, ki se vije od železniške postaje do gledališča. Koliko vseh imen je imela ta ulica? To je zanimivo za razumeti, kako je menjala ideja Gorice. No? Na začetku 20. stoletja je bil Corso Franca Josef. Po drugo svetovno vojno je bil Corso Vittorio Emanuele III, je bil kralj Italije. In potem je bila vojna, je bil Corso Ettore Muti, ki je bil en fašista. In potem je bil Corso Tito, ko je bil mesec maja in junija 1945, potem je bil Corso Roosevelt, ko so bili Američani in aliati, in na koncu po 1947 Corso Italia. Zato rečem, ko jaz sem rekel pogosto, da je treba menjati ime ulice v Gorici, ker ne moremo imeti še Via Cadorna, Via Diaz, tisti, ki so bili vodja Prvega svetovna vojna, ali Brigata Pavia, Brigata Casale, 8. augusta, ko so prišli Italijani v Gorici, basta, to je treba menjati. No? In vsi rečejo, ne moremo menjati, ker ulice so tako, je treba, da bi tako vedno. Samo Corso Italia je menjal 50 let 5-krat, zakaj ne moremo menjati, rečiti, ne ulica Diaz, ampak ne vem, ulica Ljubika Šörli. Lahko rečem, da sem šele z njegovim vodnikom, ki je nastal iz navdušenja nad razglasitvijo Nove Gorice in Gorice za Evropsko prestolnico kulture, bolje spoznala obe mesti. Preprosto je vodnik navdušil mene. Postati bi moral obvezno branje za vse prebivalce tega prostora oziroma za vse, ki želijo imeti nekaj od obiska obeh Goric. Je treba razumeti, da lepota Gorice je prav, da smo različni, da smo tukaj vsi različni. Jaz zelo rad imam, ne vem, Dante Alighieri in dam tebi Dante Alighieri. Ti rad imaš Franceta Prešerna in daš meni Prešeren. Ali Srečka Kosovela, ki za me je najboljši pesnik v Evropi.
O Andreji Belaviteju sem z zanimanjem prebrala, da je bil duhovnik v majhni vasici blizu Palmanove in točno v tisti vasici je čez leta postal župan. Zato me zmede, ko reče, da je svoje posvetno življenje začel kot svetnik v Gorici. Ja, počasi, ja. Moje življenje je dolgo, no, sem star. Aha, se pravi, najprej ste poskusili v Gorici? Ja, tako, ja. In potem po 5 let sem delal drugače, vedno sem delal kako novinar, jaz sem novinar in tudi profesor in sem delal različne stvari za živeti in sem precej zadovoljen za vse, ki sem delal. Odločitev, da se poslovi od duhovništva, je dozorela torej leta 2007, ko je bil povabljen, da kandidira v Gorici. Belavite, ki se zelo trudi govoriti slovensko, učiti pa ga je začela starejša redovnica poslovnici dr. Antona Kacina, to svojo odločitev razloži v maternem jeziku. Per me la vita, da quando ero ragazzo, aveva 2 grandi obiettivi. Zame je imelo življenje od vedno 2 velika cilja. Prvi je, da bi razumel ne zgolj življenje tu, na zemlji, ampak tudi to, da obstaja nekaj večjega od nas. Nekaj, kar poimenujemo z različnimi imeni. Za nekoga je to Bog, za drugega morda komunizem. Drugi cilj je bil, da bi služil ljudem, predvsem tistim, ki to potrebujejo. Zato sem se odločil, da postanem duhovnik. Mislil sem, da ta poklic združuje moja 2 cilja. Vendar sem na neki točki začutil, da se ljudem ne posvečam toliko, kot bi si želel. In ko so mi predlagali, da grem v politiko, sem pomislil, da je to nekaj, kar mi bo pomagalo, da bom zvest svoji prvotni viziji. Qualcosa che mi avrebbe aiutato di più a essere fedele a questa visione originaria. In če je leta 1990 v vasici Aiello del Friuli postal župnik, je 26 let pozneje tam postal še župan. Ko so ga prijatelji, sicer člani Demokratske stranke, vprašali, ali bi kandidiral, je privolil, čeprav na zmago ni računal. Ko je bilo štetje glasov zaključeno, se je v vas odpravil zgolj, da jih pozdravi. Tudi grem, da malo zapit. Sem bil tako prepričan, da nisem bil župan, da grem v Aiello, vsi pridejo, vsi veseli, da smo zmagali. Jaz sem rekel, oddio, zdaj, kaj delam zdaj? Silenzio! Ascoltatemi! Ci fanno le pubblicazioni e si sposano questi ragazzi. E se uno di voi rifiuta... V Italiji so zelo priljubljeni črno-beli filmi Don Camillo in Pepone. Priporočam vsem, ki jih še niste videli. Gre za zgodbe o podeželskem župniku in komunističnem županu nekje v Padski nižini. Sta velika nasprotnika, ki pa v pravem trenutku znata stopiti skupaj. Ko Belaviteju omenim ta film, se zasmeje in izda, kako so ga vaščani klicali. Don Pepone ali župan Camillo, ker je bil isto oseba. Teh 5 let je bilo zelo lepih, pravi. Če je sprva verjel, da kot župan ne moreš veliko spremeniti, pa je spoznal, da lahko majhna vas sredi furlanije Julijske krajine z vključevanjem vseh začne razmišljati globalno. In zato sem probal iskati odnosi s Slovenijo, s vasjo v Slovenijo, s Koroška in tako dalje. Tako ljudi čutijo, da niso sami oska vas, ampak imajo več odprta vidika za življenje, za svetu in tako dalje. Tudi za sprejmeti tisti, ki imajo problem. Smo odprli en center za begunce, ki so prišli 40 v Aiello iz Pakistana, Afganistana in tako dalje, Afrike.
Po koncu županovanja se je vrnil v Gorico, ki se je začela pripravljati na Evropsko prestolnico kulture. Evropa nam ni dala nagrade, ampak odgovornost, poudari. Ko mi skuša to razložiti, mu besede ne stečejo. Rečem mu, naj pove v italijanščini. Sì, intendo dire che la Capitale Europea della Cultura non è semplicemente tante diverse iniziative che si possono... Evropska prestolnica kulture niso samo posamezni dogodki, konference, srečanja. Cilj je mnogo večji in sicer, da se prav vsak prebivalec tega območja, ne samo obeh Goric, ampak širše, od Posočja, Vipavske doline, Krasa in Ogleja, čuti kot soustvarjalec nove ideje Evrope. Da lahko svetu pokažemo sobivanje različnih kultur, in to kljub vsem vojnam in terorju različnih totalitarizmov, predvsem fašizma, ki je ljudem spreminjal imena in prepovedal uporabo svojega jezika, ki je hotel zadušiti kulturno identiteto, predvsem Slovencev, a tudi Furlanov. Danes lahko Evropi pokažemo, da nam je uspelo preseči različnost kultur in jezikov, da lahko skupaj gradimo nov koncept čezmejnega mesta. Un nuovo modo, veramente un nuovo modo. Magari vi vprašate, če je že tako. Jaz mislim, da ni še tako. Ampak ta je pot, questa è la strada verso la quale noi ci stiamo incamminando. Gorica in Nova Gorica sta povezani mesti. Nista eno, ampak sta dve mesti, ki se združujeta. Dobra zgodba celo za film. In naj povem, da je Belavite sodeloval tudi pri ustvarjanju filma in sicer pri Trnulčici oziroma Bella Addormentata. Bil je svetovalec režiserja pri prizorih, ki so se nanašali na verske dogodke. Še danes je hvaležen prijateljem, ki so ga priporočili. In en dan mi je telefoniral en režiser zelo znan v Italiji, ki je Marco Bellocchio. Telefonira in reče, dober dan, vi ste Andrea Belavite, jaz s kom govorim, sono Marco Bellocchio. A jaz sem rekel, jaz sem papež Janez Pavel takrat. On je smenjal in je rekel, no, ma res sem Marco Bellocchio. Io dico, kaj hočete? Še en klic ga je presenetil. Klic nadškofa Karla Roberta Maria Redaelija, ki ga je vprašal, ali je pripravljen sprejeti mesto direktorja fundacije Sokoba, ki upravlja baziliko v Ogleju. Bazilika je čudovita, ampak jaz mislim, da je edina v svetu. Ker prva so gradili 313 je bil Konstantin Egdikt, ki je rekel, da krščani so svobodi. Ne samo krščani, ma tudi, ki molijo vsake vere in so prosti za... Je svoboda vere. Ja. In eno leto potem imamo že prva cerkev, ki imamo tiste čudovite mozaike, ki so neverjetne. Zakaj so neverjetne? Zdaj rečemo v italijanščini, ker je malo kompliciran, ma za me je zelo pomembno. Perché il mosaico di Aquileia, quello che vediamo oggi. Oglejski mozaiki so nastali leta 314. Že konec 4. stoletja pa so jih prekrili. Nihče jih torej ni videl od leta 390 do leta 1907. Sploh nismo vedeli, da obstajajo. In kaj predstavljajo? Naravo. Zgodnje krščanstvo slika živali in skupnost, predvsem ženske, ne pa svetnikov, Marije, Jezusa in podobno. Takratni jezik krščanstva je torej narava, z njeno močjo razlagajo tudi Jezusovo vstajenje. In to na zelo neposreden način. 80 let kasneje, ko je krščanstvo postalo uradna vera rimskega imperija, je novi škof ocenil, da so te podobe škandalozne. Ti mozaiki so bili narejeni še pred Nicejskim koncilom, ki je zaukazal, kakšne morajo biti cerkvene podobe. Zato so tako posebni. Un racconto per immagini prima del concilio nel quale si dice come si devono fare le immagini. È straordinario.
Vsako leto baziliko obišče 240.000 ljudi, ki se sprehodijo tudi po arheološkem parku, ki diha z zgodbami preteklosti. Sprehodi so Belaviteju ljubi, sploh tisti dolgi kamini, kjer spoznaš svoj odnos do narave, do ljudi, srečaš pa tudi samega sebe. Ker 4 km/h je različno kot 120 km/h. Prej ne vidiš nič. Kako res je, zato ne čudi, da je Belavite zasnoval tudi nebeško pot od Ogleja do Svetih Višarij, pred kratkim pa skupaj s Slovenci tudi Goriški kamino, ki vodi seveda od Ogleja do Svete Gore. Kot pravi, se ob čudovitem razgledu Svete Gore v človeku naseli misel, da je življenje lepo, če smo skupaj in v miru.